Razvoj številnih vasi v občini Tolmin s prostovoljnim delom že desetletja soustvarjajo predani posamezniki. Vasica Stržišče je zaživela tudi po zaslugi Vinka Beguša, domačina, ki se je v vasi rodil in kjer živi še danes. Vinko se je izšolal za strojnega ključavničarja in se zaposlil v jeseniški železarni. Spominja se, da je bil kolovoz, ki je takrat vodil do Stržišča, ravno dovolj širok za fičota. Leta 1985 je prevzel mesto predsednika krajevne skupnosti Stržišče in s premišljenim vodenjem in povezovanjem ljudi usmerjal razvoj kraja. Je pokojni kos Ivan prišel gor v Stržišče k meni, je rekel, če nas uvedete samo prispevek, vam naredimo asfalta, ne? In res smo to zagrabili, pa pol urihtali, da smo dobili asfalt in to je bilo pa že dosti boljše, ne? Posebno skrb so namenjali varovanju okolja, sanirali so divja odlagališča. Stržišče je postalo zgledno urejena in gostoljubna vas, v kateri so mlade družine ostajale kljub izzivom Baške grape. Druge stvari, tudi infrastrukturo po vasi, asfalt, pa v tej bivši šoli gor smo tudi centralno štimali sanitarije, malo boljše. Tako da se je kar dalo nekaj narediti, no. Čez denar pa prostovoljno delo, drugače pa ni moglo biti, ne. Mnoge razvojne projekte so omogočila finančna sredstva leta 1995 ustanovljene agrarne skupnosti Stržišče, ki je pomenila ključno prelomnico v razvoju vasi. Vinko je bil med njenimi najzaslužnejšimi pobudniki in je istega leta prevzel funkcijo predsednika upravnega odbora. Nekaj let je deloval kot občinski svetnik, bil je član župnijskega pastoralnega sveta Podbrdo in član prostovoljnega gasilskega društva Podbrdo, še vedno aktivno sodeluje v kulturno-tehnično-turističnem društvu Baška dediščina. Več desetletij je dejaven tudi v planinskem društvu Podbrdo. Res je, da so bili tudi tele možje pa žene take, ko so ti podpirali, da niso nasprotovali, pa da smo se zastopili, ali kako bi temu rekel, a ne. Pa na koncu tudi veliko sem tudi hodil okrog, tako da je bila žena precej sama doma, me pa kar zastopila, no, tako da smo le prišli do tukaj, kjer smo, a ne. Pojavil se je tudi na televizijskih zaslonih. Z družino so imeli glavno vlogo pri snemanju prve verske dokumentarne oddaje Sveta noč, slovenske jaslice na RTV Slovenija. Nismo bili vajeni na nič, ampak je bila tudi to ena izkušnja, pa moram pa reči, je pa takrat vas tudi zaživela, ker se je to dogajalo gor, je bila na poživitu tudi to, a ne. Vinko Beguš je bil prisoten v vseh segmentih družbenega razvoja. Njegovo delo nikoli ni bilo usmerjeno v osebno izpostavljanje, temveč v skupno dobro. Rezultati njegovega dela se danes odražajo v urejenosti krajevne skupnosti Stržišče, ohranjanju pogojev za gorsko kmetovanje, povečanju turističnih nastanitev ter v gostovanju večodmevnih kulturnih prireditev.